Hvala, Ana. Me veseli, da sem lahko del tega posveta. Kaj dela tukaj muzej? Arhitektura pa oblikovanje sta pravzaprav že sami po sebi v prihodnost usmerjeni dejavnosti in predmeti, projekti, gradiva, ki jih lahko vidite pri nas v muzeju, so pravzaprav zgodbe o tem, kako so ljudje razvijali določene inovacije, ki jih danes bodisi lahko vidite kot vrhunske zgradbe v prostoru ali pa kot izdelke, potrošniške izdelke, ki so spremenili usodo marsikaterega podjetja. Iz tega je izhajalo vse, kar smo v zadnjih 10 letih počeli v muzeju, ko smo skušali redefinirati naše poslanstvo. Danes pravzaprav živimo v časih, ko se naš kontekst delovanja neprestano spreminja in naša dolžnost je, da se na to odzovemo, da se probamo tudi sami spremeniti, kar smo danes poskušali že večkrat slišati. In v kontekstu tega, kar sem povedal, se je nam zdelo smiselno oziroma nesmiselno, da se muzej ukvarja samo s preteklostjo, če gre pravzaprav za muzej inovacij, ampak da je njegova odgovornost povezati preteklost, sedanjost in prihodnost, spravi akterje, ki danes razvijajo inovacije. Skozi nove programe, ki smo jih razvili v zadnjih 10 letih, smo pravzaprav postali tudi platforma, ki podpira mlade talente v arhitekturi pa oblikovanju in pospeševalnik za ustvarjalno podjetništvo. Jaz bom danes govoril o platformi Future Architecture, ki smo jo v muzeju ustanovili z 11 partnerji leta 2015 in je namenjena mladim talentom v arhitekturi v Evropi, čeprav je v zadnjih 5 letih presegla okvire Evrope in ima zelo veliko sledilcev, predvsem v ZDA, ki se redno prijavljajo v naše programe, obenem pa sicer pa tudi drugje po svetu, od Azije, Indije, Arabskega polotoka. Zdaj platforma povezuje 28 institucij in vsako leto prejme od 350 do 400 prijav mladih profesionalcev, ki delujejo na področju arhitekture in mi v okviru platforme in v okviru teh prijav vsako leto naredimo tudi evalvacijo, ki je zelo pomembna za Evropsko komisijo, ker iz projektov, ki jih mladi prijavljajo v naše programe, poskušamo razbrati določene trende, ker gre za mlado generacijo profesionalcev, je zelo pomembno, o čem oni razmišljajo in kje vidijo prihodnost poklica arhitekta in kje vidijo pravzaprav bodoče izzive. Jaz vam bom 4 takšne trende, ki smo jih zaznali v zadnjih letih, predstavil in jih bom tudi poskušal ilustrirati z določenimi projekti, ki so jih mladi arhitekti. Moram poudariti, da gre sicer za mlade arhitekte, ampak da je poudarek na tem, da imajo že določene izkušnje in da so aktivni v svoji praksi. Eden od trendov je pravzaprav, da je prihodnost danes ni več tako oddaljena ali pa bistveno drugačna od našega vsakdanjega trenutka, ampak je veliko bolj oprijemljiva. Vsaj zgrajena je na enakih domnevah, prostorih, ki jih že poznamo in jih danes obvladujemo. Zaradi tega ni potrebno spreminjati ali pa razvijati posebne kulturne zavesti v družbi, da bi lahko uresničili prihodnost. Gre pravzaprav za ekstrapolacijo sedanjosti, ne pa za odstopanja od nje. To je razbrati iz mnogih projektov, s katerimi se srečujemo in pravzaprav to tudi verjetno vsi sami občutimo v vsakdanjem življenju. Eden od projektov, ki o tem zelo jasno govori, je projekt Agrokomuna, ki ga je prijavila v program ameriška arhitektka in raziskovalka Stephanie Kuyong Lee in govori o proizvodnem sistemu kenijskega cvetličarstva, ki je zelo zapleten splet bioloških, mehanskih, družbeno-ekonomskih odnosov
Gre za nekdanjo britansko kolonijo, ki je največji dobavitelj šopkov v Evropo. Gre za multimilijonsko industrijo, ki je skoraj popolnoma monopolizirana na Nizozemskem in predstavlja 35% vse prodaje cvetja v Evropski uniji. Ampak 90% kmetij, ki se s tem ukvarjajo v Keniji, je v tuji lasti. Tuje korporacije močno spreminjajo geografijo podsaharske Afrike, izpodrivajo lokalne male lastnike zemljišč, se lotevajo namakanja in arhitektka je tukaj predlagala en drugačen model, drugačne možne sisteme razvoja podeželja v Afriki, v Keniji. Treba je poudariti tudi, da je veliko zemljišč v Afriki po letu 2008 prešlo s tujimi naložbami v tujo last. In arhitektka tukaj predlaga, kako bi lahko lokalnim kmetom pravzaprav pomagali razviti en sistem razvoja podeželja, ki bi bil tudi ekološko vzdržen. Prikazuje možne faze geografske širitve kmetijskih površin na način, ki lokalne kmete povezuje v večje kooperative. Tukaj imamo prav gotovo tudi mi kot Evropejci eno veliko odgovornost, saj smo pravzaprav potrošniki tega, kar se tu dogaja. Naslednji trend, ki je zelo prisoten, je antropocen. O tem se zelo veliko govori, da živimo v dobi, ko smo pravzaprav mi, ljudje, tisti dejavnik, ki najbolj močno spreminja zemeljsko površje. Naša dejavnost je tista, ki poganja spremembe na zemeljski površini in v podnebju. In eden od projektov, ki je to naslovil, je bil projekt švedskih arhitektov Daniela Norela in Einarja Rodeja, ki je naslovljen Under Construction in govori o ponovni uporabi gradbenih materialov. Na zelo celovit način se predlaga pravzaprav, da bi vsa mesta morala razmišljati o tem, da bi se nenehno obnavljala z istimi zalogami materialov. Antropocen je pravzaprav zelo široka tema, znotraj katere se pojavlja zelo veliko različnih projektov, ampak arhitekti, ko razmišljajo o tem, se še vedno predvsem so nekako humanocentrični, se še vedno zelo veliko ukvarjajo z človekom. Govorijo, ena od zanimivih tem, ki z tega izhaja, je to, da smo se v preteklosti kolektivno zelo ukvarjali z državo blagostanja in poskušali stvari kolektivno organizirati. Danes se pa vse politike socialne države, ki so bile razvite v povojni dobi, drugače na nek način razgrajujejo in nekako samoumevno postaja, da sami moramo poskrbeti zase, da sami moramo poskrbeti za svoje zdravje, da sami moramo poskrbeti za svoje dobro počutje in veliko projektov je s tem povezanih. Tukaj je še en zanimiv projekt španske arhitektke Lucie Tahan, ki govori o tem, da bomo v preteklosti imeli vse prostore, ki jih naseljujemo, v katerih delamo, v katerih živimo, preskenirane, da bo skratka obstajal en popolnoma paralelen, preskeniran svet, vzporeden, v katerem bomo srečevali. Vprašanje je, kako bomo to znali izkoristiti. To nam bo lahko veliko koristilo, obenem pa lahko ti podatki seveda pridejo tudi v last nepoklicanih ali pa so zlorabljeni za takšne in drugačne namene. O tem govori tudi veliko projektov, ki se ukvarjajo z nadvlado digitalnega, kjer gre spet za možnosti, da se digitalno izkoristi v naš prid ali pa da se zlorabi. Če se je v preteklosti o digitalnem v arhitekturi govorili predvsem kot o možnih orodjih, ki bi bila v pomoč pri oblikovanju ali pa pri izdelavi, se danes v digitalnem govori predvsem v povezavi z našimi čustvi, v povezavi z
z kreiranjem izkušenj v prostoru v povezavi z kombinacijo fizičnega in virtualnega sveta v arhitekturi in v povezavi s personalizacijo vseh teh izkušenj. Tukaj gre za en projekt, ki so ga avtorji naslovili Doma, in sicer gre za zasnovo cenovno dostopne stanovanjske platforme, ki temelji na blockchain tehnologiji in uporabnike počasi spreminja v lastnike domov. Stanovanjski trg pravzaprav po vsem svetu ne deluje in njihova teza je bila, da je preveč mestnih prebivalcev zavezanih najemnini in da je ta nevzdržen način življenja v mestih potrebno spremeniti. Delujoči kot neprofitna zadruga so si zamislili, da bi ustanovili paralelen stanovanjski sklad v najbolj dinamičnih urbanih območjih in jih dali na voljo uporabnikom platforme in v zameno za mesečna plačila bi zagotovili lastniške delnice in uporabnike postopoma spremenili v lastnike domov. Kar je še povedano z digitalnim, je tudi to, da pravzaprav gre za preizpraševanje določenih tipologij v arhitekturi, ali so sploh še potrebne. Danes se pravzaprav vsega lahko naučimo v digitalnem svetu, lahko vse preberemo v digitalnem svetu, kaj se bo zgodilo v bodoče z šolami in knjižnicami. Tukaj je projekt nove knjižnice v Helsinkih, kjer gre že za eno čisto drugačno tipologijo knjižnice, kjer prostori knjižnice ponujajo veliko več kot zgolj police s knjigami ali pa čitalnice, ampak gre pri tem pravzaprav tudi za eno nostalgično obujanje ali pa prisotnost knjižnice kot institucije, kot prostora, kjer se lahko srečuješ in izmenjuješ znanje. Skratka, tipologije, ki smo jih do danes poznali v arhitekturi, bodo v prihodnosti se spreminjale. In še zadnji zelo prisoten trend, ki ga je razbrati, je preizpraševanje razmerij med urbanim in neurbanim. Pred kratkim so v New Yorku v Guggenheimovem muzeju odprli razvpito razstavo o podeželju, ki jo je kuriral slavni arhitekt Rem Koolhaas in je tudi del pravzaprav tega trenda. Tukaj gre za en projekt Agrokomuna, tukaj gre za projekt preureditve centralnega parka v New Yorku v kmetijske površine. Ko govorimo o urbanem in neurbanem, gre pravzaprav za eno spreminjanje razmerij v obeh smereh. Obenem na podeželju več ni podeželskega življenja, ampak so pravzaprav prebivalci, ki živijo urbano življenje in se ukvarjajo z urbanimi dejavnostmi, obenem pa obstaja nek trend pripeljati realno proizvodnjo nazaj v mesta, bodisi v obliki kmetijske proizvodnje, bodisi v obliki obrti in fizične proizvodnje. Tukaj gre seveda za en zelo provokativen projekt, ki govori o tem, da neurje ali pa zaradi klimatskih sprememb popolnoma uniči centralni park v New Yorku in da se s tem pojavi en izziv, kaj s centralnim parkom narediti v prihodnosti. Ta trend pravzaprav lahko občutimo tudi pri nas v vsakdanjem življenju, v projektih, ki se dogajajo tudi po Sloveniji in po Ljubljani, in mislim, da bo v prihodnosti še močno narekoval razvoj arhitekture. Hvala, to je bilo na kratko vse.